Slovenski hiši in Olimpijski vasi, tako da sem res pozitivno presenečen, kako je vse skupaj organizirano. Potem pa, realno gledano na to, kako velik je Tadej Pogačar, bi morali narediti vse, da ga pripeljejo sem. Če je bil 1% možnosti, da zaradi kakršnega koli razloga ostane doma, bi bil ta odstotek še veliko manjši, če bi sem poslali Urško. Ker vemo, da kjer je Urška, tam je Tadej. Smeh. Mogoče se to, kar bom zdaj rekel, sliši nekoliko grdo, a mogoče bi morali tvegati eno mesto v ženski reprezentanci za Urško, tudi če ne bi bila trenutno najboljša, čeprav dejansko je. Tudi sicer hipotetično, če ne bi bila, bi morali Tadeju zagotoviti mesto na takšen način, a se to ni zgodilo. Žal vodilni na teh mestih, ki odločajo, niso predvideli vseh scenarijev. Zdaj je, kar je. Moje mnenje oziroma mnenje vseh, ki poslušamo, ni prav neki ful pomemben, ampak v Sloveniji mislim, ne vem, nas je dost, ampak jih je dost, no. Sam po moje se ne zavedamo, koliko v svetu, v kolesarstvu pomenimo in ja, ker ne pride naše največje zvezde na, rečemo, te velike športne dogodke, malo čuden vse skupaj izgleda, no. Kar je pol dolgoročno se lahko veže tudi še na kakšne sponzorstva iz tujine in tako naprej, ampak ja. To je to, meni se zdi, da je zelo lepo povedal. Gremo zdaj kar na dirko, še prej pa na naši spletni strani imate že dogodek, ki se bo odvijal 31.8., ki bojo testiranje izdelkov, se pravi koles, obročev, pa se bomo zapeljali še z našimi kolesarji, tako da bo ful zanimiv. 31.8. Ziherlova 10 v Trnovmu, to je to. Potem, ko gremo čez dirko, se pravi za olimpijske igre čez, bom še predstavim še en kolo, ki se je včeraj sestavil. Jaz sem bil orang presenečen, zdaj sem to povem, da ima gor 7 razred opreme, teža kolesa brez pedale pa 725, kar je za moje pojme zelo, zelo dober. Tako da to je to. Pa še na naši spletni strani se je pa začela akcija. Včeraj so mi višji odobrili, da damo lahko orang znižamo določene artikle, tako da pejte gor, tisti, ki iščete kakšno novo majico, zdajle so po 99 €, to so majice, ki so v trgovini cirka 180 do 200 €, tako da zdaj imate šanso do 31.8. Velikosti ni več prav veliko, sploh unih ta najmanjših, tako da ja, pejte si hitro pogledat. Ženske, ki naročate, če imate žensko dimenzijo small, to morate pol naročiti ekstra small. Samo toliko povemo naprej. Ja, zdaj pa še en požir kave, pa začnemo. Zdaj, tule, kako se gleda to dirko oziroma kaj se pričakuje od takih dirk. Prvo je treba vkalkulirati, da ekipe nimajo toliko tekmovalcev, kakor jih je na Pro Tour dirkah, tako da tukaj mislim, da največ, kar jih ima reprezentanca, so 4, se pravi samo 4 kolesarji oziroma 3 potem pomagajo temu, ki naj bi bil ta glaven v ekipi. Kar to dolgoročno pomeni oziroma čez celo dirko je, da je zelo težko kontrolirati dirko. Razen rečemo, da se zgodi, da 2 večji reprezentanci pobegneta, se pravi, da niso spredi 3-4, pol lahko 3-4 reprezentance zadaj pač lovijo, ne. Zdaj, če je pa tako, da bo pa spredi, ne vem, Belgija, Nizozemska, mogoče še kakšna Francija, pa bo pa zelo težko, ne vem, lahko še kakšen XY, bo pa zelo težko zadaj ostalim loviti, zato ker ni veliko reprezentanc, ki imajo po 4 noter, ne vem, po moje ene 5. Tako da, ja, iz tega vidika bo že zanimiv, pol nimajo radijske veze,
se pravi ne komunicirajo zadaj s trenerjem, mislim, športnim direktorjem, tako da že tukaj je še dodaten faktor, kdaj tudi ne vejo, koliko je kdo spredi, to, kar ti na tabli napišejo pol motoristi, je lahko kar dosti zamikom, tako da ja, dirko naredi malo drugačno in zato se tudi dostikrat tule bomo rekli, da favoriti mogoče tudi kdaj ne zmagajo. Zdaj, kdo so favoriti? Najprej mogoče, a bo zmagal Klančar, a bo zmagal nekdo, ki vozi klasike. Tukaj v tem trenutku, zdaj me te po moje linčali, ampak naše dva itak nista bila mogoče najboljša za tak profil dirke. Klanci so čisto prekratki in niso zahtevni klanci, tako da jaz mislim, da ne Roglič in ne Pogačar med temi, ki so res močni, bi zelo težko prišla v top 3, če pač ne izključujem, da ne morata, da ne bi mogla, no, ampak bi bilo pa kar težko, zato ker tako kot je kakšen Wout, pa Van der Poel, pa še kakšen, se pravi Pedersen, polhanje teh, ko bi rekel, ko so specialisti za klasike in tam pa ta surova moč malo več pomeni, kakor pa vat na kilo, no. In tako, ko se je Tadej vozil mogoče zdaj po Franciji, vprašanje, če bi lahko sploh tule na tej dirki kaj naredil, zaradi tega, ker pa surova moč bo tule kar prišla do izraza, no. Je pa definitivno ime in mi bi itak pričakovali, da bi ful naredil, tako da bi vsaj medalja pripeljal. Tako da jaz tukaj mislim, da Klančarji nimajo prav veliko šanse, da bo zmagal nek specialist za klasike oziroma lahko tudi šprinter. Trasa, kakor izgleda, taka žaga, zelo naribana, ni toliko zahtevna, mislim, da je pri 270 kilometrih, cirka 2500 višincev. Zdaj vsi, ki ste naredili že 1000 plus višincev na 130 kilometrih, to je, kada bi rekel, ne vem, ima ta mala Franja toliko, pri 100 kilometrih okrog 1000, se ne vem. Ampak skratka, to ni neka zelo zahtevna trasa. Mislim, da če se gre Vršič-Mangart odpeljati, pa je 130, pa jih je 2600 kle nekje. Tako da ja, da sem toliko, da si znate predstavljati. Tukaj pa še enkrat 100 kilometrov, kakor jih je na uni trasi, tako da ja, polhanje nekih teh manjših klančkov, ampak te ta močni, ki pritisnejo čez, pač to bo letel, da klanca se sploh prepoznalno, no. Zdaj, kar je mogoče iti zdaj za čez favorite, sem si prav slikal, ki so nekje so objavili jih gor, pa zdaj za moje pojme teh glavnih favoritov, ok, gremo rajš čez, se pravi, tukaj imamo Stuyven, Mohorič, Stevie Williams, pa Ben Healy, oziroma ne vem, od teh jaz kar težko vidim, da se bo najdla skupina tam 50 kilometrov pred koncem, glede na to, koliko so majhne grupe, jaz mislim, da se bo že tam pri 150 kilometrih do konca, ker so te malo daljši klanci oziroma nekje na polovici, no, da se zna že, da znajo kaj pobegant, ta močnejši in do takrat se bo pa pokrival pač te napade, se pravi, te, ki bojo napadali od, ne vem, 200 do konca itd., bojo spredi še vedno, pol se bojo pa zadnji začeli in ja, ni dvakrat za reči, da jo favoriti pobegnili že, ne vem, 100-120 kilometrov do cilja. Zdaj, kar se tiče naših, preden grem na favorite še, jaz mislim, da imata in Mohorič in Tratnik kar dobro šanso, da sta v neki skupini, kjer upam, da ne bosta rabila prav veliko delati. Se pravi, kjer so te ta glavne
nacije, kot so Belgija, Nizozemska, pol še Dansko, Francijo, tam, ko so te noter, tam lahko mogoče se malo skrijeta, malo, jaz pa ne morem delati in pa imata več moči za na konc. Tako da upam, da se bo kaj na ta način zgodil. Zdaj, kar se tiče čistih favoritov za zmago, jaz mislim, da imamo kle samo, samo da ga najdem, kje so zdaj ta glavni. Ja, se pravi, Mats Pedersen, Wout van Aert, Van der Poel, te so za moje pojme ta glavni, s tem, da se zna zgoditi, da sta in Wout in Van der Poel se pripravljala direkt samo za to dirko, isto Pedersen, in tako da od teh treh trenuten bi težko bi izbral favorita. Kar je Van der Poel lani na svetovnem pokazu, kljub padcu pa je imel minuto plus prednosti, mogoče ne mu dal malo več prednosti, vse ostalo, ne vem, tako kakšen Remko ali pa Alaphilippe, jaz mislim, da je prelahka trasa, da bi one dva bila lahko spredi, čeprav ajde pa Remko tu, kukor mi šel na jetra do letošnjega tura, moram reči, da mi je kar malo bolj všeč ratu. Zdaj, outside piki, ki jih imam jaz, je Bettiol pa Matthews. Mogoče za Nemčijo, tako ko se je vozil na turu Nils Polic s kakšnim divjim pobegom, bi ga tudi dal vmes, pa vse ostalo pismo jaz kar ne vidim, da kako bojo Orang presenetili, no. Ker favoriti, ki so se direkt pripravljali prav za to dirko. Zdaj, Bobinjam Girmay lahko prišel z Woutom pa z Van der Poelom, pri teh klančkih, ki so kle, itak lahko bi, samo nima nobenega pomočnika, se pravi, celo dirko bo on mogel iti do avta nazaj. In tako da bi rekel, da ima veliko šans, nima, ima pa definitivno možnosti, zato ker še enkrat trasa, kakor je na profilu, najprej sem mislil, da bo malo bolj zahtevna, na koncu niti ni toliko zahtevna, tako da jaz ne vidim, da bo kakšen klančar spredi. Tako da bolj vidim, da bojo tukaj te favoriti iz klasik, da bojo pač zmagali, tudi navajeni so mogoče voziti več teh 250 plus dirk, tako da čisto iz vidika prehrane, koliko so močni, kakšni so klanci, mislim, da je samo eden, ki je 10% plus, vse ostalo, saj na konci gibljajo tam od 4 do 7%, če to 1 kilometer dolgo, si lahko že sami predstavljate, ne vem, klele, kaj eden v Črnuč gor, ki se gre pred mostom, pač tam še uni, ki se ne vozimo prav dober, pa imamo povprečno skoraj, ne vem, mislim, da na zadnje je bil okrog malo pod 40 na uro. Pač, če ga bom jaz lahko tazga pol, mislim, da pri telih profijih to bo letel, tako da bo kar za znoret. Je pa definitivno zaradi dolžine klanca, bo to pol na konc bojo tudi oni kar Orang zmatrani. Tako da to je to, kar se tiče olimpijske dirke, pričakujte, da se bo kaj že zgodil pred koncem, se pravi, da bo polha napadal, da bo dirka malo bolj taka podobna junior dirki, se pravi, da se bo skozi nekaj dogajalo, to tudi zaradi tega, ker je skozi en klanc, ali pa zelo hitro si sledijo, ampak bomo videli, na koncu so še kocke, je en odsek, mislim, da cirka 10 km pred koncem, niso to neke kocke, ki so Orang zahtevne, ampak še vsem, če bo dež, nisem gledal napovedi, ampak če bo dež, pol mogoče tudi to zna kakšen faktor biti. Tako da nič, gremo navijati za naše, zdaj vam grem pa predstaviti še ta bike, ker jaz res sem Orang noro presenečen, predvsem
same teže. Tako da, nič gremo. Čau. Čau, evo, zdaj sem pa še pri kolesu, se pravi takole, da so videli, če tele luči, kaj delajo, so malo manjše. Skratka, Niš Legends 4 z opremo 105D2, obroči so ful lahki, ATEM Silk Road, ki sem jih že jaz vozil, sicer te so ta nizki, so 36-41, ki imajo valovite krake. Noter so še navadne zračnice, plašči so NEX te od Vittorije, Berg sedež, integrirano krmilo, je sicer brez padal, sta pa že košarice gor. Skratka, teža kolesa je 7,24, 7,275, tukaj mi je skakala tehtnica, ki sem parkrat vagal, ker nisem mogel verjeti, koliko je pač res lahek. Tako da to bo testen kolo na dogodku 31.8. Bomo imeli sestavljenega tudi še v večjih dimenzijah, ki pride v kratkem. Skratka, barva tudi zgleda bolano, ga bom isto od bližji posnel. Tako da, ja, to je to. Tisti, ki hočete testirati, je možnost tudi za sprobati. Ta je sicer velikost tam do nekje 167, pol bomo imeli small, kaj tam do 175, pa bo pa še moj medium, je pa tam do 183, 84. Tako da ja, tisti, ki hočete kaj sprobati, komod se oglasite, pa bomo naredili testno vožnjo, ampak do 31.8. bojo pa Balkane zagledati tlele v showroomu, tako da pridite na Ziherlovo 10 v Trnov, pa si jih pogledajte v živo. Ampak ja, za 105-ko s tako opremo to zdajle cenovno pride 4700 €, kar je za moje pojme orang dobra cena za, rečemo, tak setup. Bom dal pa noter še lažje zračnice, zdajle, ki jih dobim, in to bi pol mogla biti teža s pedali vred glih 725. Tako da, če to rata, za moje pojme, ja, pač super raketa. V večjih dimenzijah bo logično teža malo višja, ampak še vsem za medium bi to še meden mogla biti teža tam okrog 7, kaj pa vem, 7,4, kar je za 105 opremo res orang dober. Tako da, to je to. Če imate kakšno vprašanje, kar se tiče olimpijskih iger, komentirajte spodaj, če sem kaj narobe povedal, kar napišite dol, napišite lahko svoje favorite v komentar, ne pozabite si privoščiti kakšne majice, ki so zdaj ugodnejše, in to je to. Se vidimo. Čau.